Kazi, zdaj moraš uvod narediti. Ja, ne, to šti danes dela. Ne morem. Jaz moram biti skoncentriran na vožnjo. Pa ne morem, jaz to ne vem, jaz to na pamet. Ok, novi BIM pogovor. Z razliko v bistvu, z razliko od nekega Zoomov in Skypeov in tako naprej, tokrat v živo. Tak mali road trip od Celja do Rogaške. Jaz moram povedati, da sem bil prisiljen v to snemanje, če sem se hotel zrampelati. Najboljše je bilo to, ko se mora Robi dejansko picaniti, tako v bistvu resno. Ti sam še kravata bi manjkala. Samo za te BIM pogovor sem se. Jaz bom malo kaj bolj naravno zgledal, ne toliko kamero v bistvu. Vsem ne smeš v kamero, to pa čudno. No, to itak je. Skratka, če bom odsoten, bom najbrž gledal, koliko je omejitev trenutno na cesti. Če se bo pa zaletela, bo pa užival. To pa bo. No, kaj je tema današnjih BIM pogovorov? V bistvu po naključju smo dobili nekaj vprašanja, sicer neka novinarska vprašanja in so v bistvu glih toliko dobra, da je bila ideja, da bi mi to izkoristili za BIM pogovore. No in Robi ima že plonk cegelc z vprašanji. To, če ne bi povedal, da se ne bi nič videl. Ja ne, pa se je v redu, ne? Samo toliko, da ne mislili, da smo si izmislili. No in bova šla provali, če ste vprašanje jed, no. Je pa ideja, no samo prosti, ko sem te prekinil, v bistvu je pa ideja, da to sicer danes sama narediva, bi pa bilo želja, da v bistvu bo povabila BIM pogovore v naslednjih oddajah, v bistvu še koga drugega in mu postavila točno teh istih 5 vprašanj. V bistvu taka mala, kako bi temu rekel, voden intervju ali kaj podobnega, kako se temu reče strokovno. Lahko tudi rečeš nova rubrika. Nova rubrika, ok. Sam ne vem, kak je boš dal ime. No, povej, Robi. 5 bistvenih vprašanj. No, ko se ne nanaša samo na BIM pogovore, ne? Ja. Samo na BIM, ne? Ne, sploh se ne nanaša v bistvu samo na BIM. BIM je stranski produkt. Ja. Ok, prvo vprašanje. Na kakšni stopnji je pri nas tehnološki razvoj v gradbeništvu? Kako se naše podjetja primerjajo z Evropo in svetom? No, Matevž, predstojnik KGI. Predstojnik KGI. V bistvu jaz bom tak pošalen odgovor dal, da v bistvu sem čisto premalo informiran o tem, ne. Tako da vse, kar bom rekel, vzemite z dozo, veliko dozo skepse. Mogoče malo vem, glih to, ko se s študenti pogovarjam, ko pride na zagovor praktičnega usposabljanja. Pa še to ne vem, če bi si upal nekaj tako trditi. Ampak mislim, da je kar v redu, no? Vsaj s temi, ki midva ponavadi kaj delava, se mi zdi, da so kar tehnološko napredni. Tudi, ne vem, imajo velike projekte in že z tega razloga v bistvu morajo nekaj na tem delati. Ja, ne vem, Robi, povej ti imaš mogoče še več pogleda v to, no? No, jaz preden začnem moram povedati, da bolj, ko se bom trdo držal, bolj grdo Matevž vozi. No, što je tle definitivno dokaz, da v bistvu zelo težko delamo 2 stvari naenkrat, ne? Ampak sem potrudil. Zdaj si dal spet temo za razprave. Ne, mislim, jaz sem že, ko sem odgovarjal na ta vprašanja, sem razmišljal o tem, da to ne moraš na splošno gradbeništvo govoriti. Tu moraš dejansko ločiti, vsaj na projektivo pa na izvajalce, pa lahko greš pa tudi naprej. Mislim, definitivno imamo posameznike, ko so tudi v evropskem merilu zelo daleč s svojim znanjem. Imamo podjetja, ki dejansko vlagajo v razvoj, kar je v slovenskem gradbeništvu prej izjema, kot je bilo pravilo, ne? Ampak na splošno, če pa gradbeništvo pogledaš, je pa zdaj spet tako, ne? Če se primerjamo na nivoju, mislim, če se primerjamo s temi največjimi evropskimi pa svetovnimi podjetji, pa definitivno zaostaja, ne? To se ne moramo, ampak ne moramo mi konkurirati podjetjem z 10 000 zaposlenimi, če takih ni. Ne, absolutno. Mislim, sej pri nas. Dobro si omenil v bistvu to neko razliko med projektivo pa med nekako operativo. To je v bistvu definitivno, se mi zdi, da je
se mi zdi, že na tem področju, če malo na BIM obrnemo, v bistvu je tle velika razlika, ne? Zagotovo, ne, imamo projektivne podjetja, ki so v evropskem merilu, se mi zdi kar v vrhu. Če gledaš, ne vem, Predorogradnjo ali pa, mislim, definitivno imamo take, ne? Ampak če pa pogledaš na splošno stanje projektive, pa ne bi rekel, da smo nekje v evropskem vrhu, ne? Pa tam nekje neka zlata sredina, kaj bi rekel. Po mojem niti ne zaostajamo prav veliko, v bistvu je pa tako, kot večkrat rečemo, v bistvu je pač ta nek velik procent zelo majhnih podjetij v bistvu to pač za sabo potegne, da enostavno ti ne vlagajo toliko v razvoj in pol, če to neko uravnilovko potegneš, v bistvu pol ne moreš reči, da smo nekje v vrhu, ampak smo pa pač tam nekje najbolj tudi, če bi na splošno gledal, ne vem, tujino, ne? No, pa nisem, mislim, če že tako pogledamo, ni zdaj samo to, da bi majhna podjetja ne vlagala v razvoj. Mislim, da tudi večina večjih podjetij ne vlaga več toliko v razvoj, kot se je vlagalo včasih. Je dejstvo, da so manjša, pa dejstvo, da so drugi časi, ampak ne, zdaj pač te pobude prihajajo od druge. Ampak ja, no, se pa naša podjetja tudi poskušajo prebiti v tujino, ampak še enkrat, če tako pogledamo projektiva, ne, mislim, da čez mostogradnjo mi ne moramo nič reči, in tudi v evropskem vrhu, ne. Mogoče tudi v svetovnem, ne vem. Če pogledamo Predorogradnjo, mislim, da smo kar lepo v evropskem vrhu, mislim, da so naša podjetja delala tudi po Avstraliji, pa ne vem, še kje, ne. Zdaj, izvajalci pa ne grejo daleč stran od slovenskih mej, mogoče na Balkan dol, ampak zelo malo hodijo kam drugam. Mislim, vem za posamezne poskuse, da so šli, ne vem, na Švedsko, pa po Avstriji, pa tako naprej, ampak da bi pa, ali pa v Nemčiji, ne, tudi to vem, da so delali. Ampak da bi pa res nekam, ali pa za stalno, da bi se na tem trgu pojavljali, pa ne vem, ne. Mislim, jaz jih ne poznam, tako da lahko jo popravite. Lahko da zdaj čist brcava v temo, ampak kakor jaz poznam, pač ni, ne. In ta razvoj je pa pač drugačen, poteka po neki drugi hitrosti, v neki drugi prestavi, kot recimo pri projektivi, kjer lažje nastopajo tudi v tujini, ne. Tako da nekaj na splošno reči, mislim, da se ne da. Tehnološki razvoj pač gre nekako v koraku s časom, da bi bila pa naša podjetja tista, ki dejansko postavljajo smernice pa trende, to pa mislim, da ne bi bilo pošteno trditi, no. Ne, tudi v bistvu mislim, da ne vem, če je sploh kakšno področje v Sloveniji tako, da bi takšne standarde postavljali. So, samo ne v gradbeništvu. So, ne vem, Akrapovič, DV-Soft, mislim, samo ne pa v gradbeništvu, ne. Pipistrel, mislim, so, ne. Ja, ampak to so res, po moje, taki unikati. So unikati, ampak so, no, vse to v bistvu. Bi še kaj dodal? Ne, ampak... Sem te čist zmučil, že s prvim vprašanjem, čist. Ta je bil tak zelo odprto vprašanje, v bistvu, ne? Ja, se taka mora biti, če ne, pač... Ne more biti to, kaj pomeni BIM, ne. To že vemo, da je vera. No, drugo vprašanje. Kako se v gradbeništvu odraža kadrovska stiska? Kakšne so vaše napovedi za prihodnost glede na trenutne tendence v izobraževanju? Tega pa vem. No, to pa veš, evo, zdaj pa se lahko razgovoriš. Ne bom se razgovoril, ampak bom pa zdaj malo, upam, slabo voljo spravil kakšne študente. Ravno včeraj, kot veš, sem gostil v okviru praktičnega usposabljanja eno firmo, oziroma dejansko sta dva, ne, ima vsak svojo firmo, ki se ukvarjata v bistvu z vodenjem projektov, nadzorom in tako naprej. Skratka, za nekega izvajalca v bistvu prevzameta pač tisto, ne vem, karkoli si že zaželel, ne, pa so res ogromni projekti. Ne ogromni, predvsem so izjemno dragi, no, te, ko ona dva delata. No in jaz sem študente seveda povabil in predstavil v mailu, pa čez učilnico, skratka jih pozval, da se udeležijo tega, da bo res zanimivo in ne vem kaj še vse, ne. Koliko mislite, da jih je prišlo? 6. Robi, 16 je bilo vseh skupaj. Ok, smo 4. Ne 2. Zato, ker sta bila 2 gosta,
Simona pa jaz, pa še 2 študenta. Kar je v bistvu katastrofa. Meni je bilo izjemno nerodno, da v bistvu, kar smo se z njimi pogovarjali in dogovarjali za to predstavitev kar nekaj časa, ne, in iskali skupen termin, ki bi jim ustrezal in nam tudi, ne, no in končno najdemo in pol prideta 2 študenta. Res mi je bilo iz srca, mislim, sem se upravičeval do ne vem kam, ne. Ampak razlog pa verjetno čisto preprost, v bistvu, da je enostavno to največ interesantno, zaradi tega, ker če se naš študent tamle na Tržaško postavil, da plakat gor, v bistvu jaz sem gradbeni inženir, ali pa še ne, niti dokončal, nisem niti diplomiral še, ne, bo dobil službo v bistvu po moje 15 minutah. Na tablo napiše, morda bom nekoč gradbeni inženir. Točno to, ja. Mislim, ne vem, kaj bi lahko tukaj zraven dodal. Meni se zdi to taka katastrofa, da sploh, ne vem, vedno je izgovor, da študenti, da že vsi delajo, v bistvu nič jih ne zanima. Podjetja sama so ustvarila to s svojimi ponudbami, ki dejansko, ne vem, presegajo razmere na trgu. Ja, po bistvu ne, enostavno jih toliko manjka, ne, da so pripravljeni toliko plačati, v bistvu, ne. Ampak če ti začneš pri teh številkah, ki jih študenti zdaj razlagajo nam, potem ne vem, kaj mi delamo na faksu. No, to se strinjam. In to se kaže tudi pri kadri, zato ker kadri dejansko pričakujejo veliko več, ker so sposobni podjetjem ponuditi. In jaz ne vem, kam to pelje, zato ker jaz študentov pač v predavalnicah ne videl. Ja, to sem tudi včeraj razlagal, ne? Da imamo pa pač mi problem, da enostavno so te študenti, še posebej, ko se vpiše na magisterij, te že vsi delajo, ne? In potem pač nobenega ni na faksu. Ali pa zelo redki, ne? Ja, lahko povem, da imam edini skupni predmet v drugem letniku, mislim, da celo na celi drugi stopnji, da je vpisanih 40, ampak jih na predavanjih redko vidiš več kot 20, pa dvomim, da je to moja krivda. Dvomim, da je to zato, ker bi jaz imel za nič predavanja, ampak enostavno zato, ker vsi delajo. In potem se začnejo maili, če bi lahko na drug način izvajali pouk in tak naprej. Ja, v neki meri ja, ampak ne moreš pa, recimo predvsem stvari iz področja vodenja projektov, ne moreš ti prek seminarjev poučevati, pač to ne gre. Nadaljavo, ne? Ja, nadaljavo. Nadaljavo pa seminarsko. Na Erasmusu v Bosni. To bi bilo najboljše. Pa se opravičujem vsem, ki so tam delali prave fakultete, ampak to leti na to, da si lahko kupil izpite. Ne, mislim, ta kadrovska stiska se bo nažalost samo še poglabljala. Jaz sem tudi tej novinarki povedal, ne, da kot prvo zaradi demografije, enostavno je taka luknja v generacijah, ki jo pač ne moramo pokriti. Druga krivda je v tem, da je po propadu vseh gradbenih podjetij v Sloveniji, ne vseh, ampak vseh največjih, smo ogromno kadra izgubili, nekih je šlo ven iz stroke, zato ker ni bilo dela, nekih je šlo, zelo veliko je šlo v tujino, ne. Obenem pa vpis na fakultete ni bil tak, kot bi ga mi želeli, ne. Mi imamo letos prvič po 10 letih, da imamo poln vpis. Ampak pri teh, če je vprašanje na splošno v kadrih, v bistvu, eno so kadri, v bistvu, ne vem, diplomirani inženirji z magisterijami, ne vem kaj že vse, ne? Se pravi ta izobražen kader, ne? Po drugi strani pa sem prepričan, da izjemno primanjkuje tudi v bistvu tistih, ki dejansko nekaj fizično delajo, ne vem. Vseh primanjkuje. Vseh. In je ravno včeraj omenil, da vodja železokrivcev, ne? Ja. Na gradbišču je plačan 2500 neto. Je pa rekel, da je, seveda, delo je težaško, ne? Ali je to pri 50 stopinjah tam, ki morajo, ne vem, tole vezati, ali pa zdajle, ki se jim lepijo prsti na armaturo, kaj je že toliko mraz. Skratka, je res težaško delo, ampak plačani pa so, ne? Ker jih enostavno primanjkuje. Še posebej oni, kaj znajo, ne?
Ok, ampak zdaj na tem mestu ne vsem študentom, ker Ne, povem, ne pričakujte 2500 evrov, ko boste prišli na gradbišče, ker če ne, bom pa jaz jutri dal odpoved, pa bom šel na gradbišče. Ampak to so pač ljudje, ki dejansko prinesejo podjetju neko dodano vrednost. Ne? In to bi bil tudi, če bi se tesar pojavil, bi tudi lahko podobno plačo pričakoval. Če bi se pojavil, ne vem, marsikdo od kvalificiranih delavcev. Izjemne izkušnje, v bistvu tudi. To, ne. Ampak eno je pač to, da kadrov dejansko, ne vem, jaz imam občutek včasih, da študentov nič ne zanima, razen to, kako bi čim lažje opravili izpit. Ta motivacija je res problematična, ne? In če edina motivacija samo plača, potem jaz ne bi 40 let delal v tej industriji. Po drugi strani je pa tudi to, ne? Tendence v izobraževanju, predvsem na naši fakulteti, so take, da se bo število povečevalo, ampak ne pa toliko, ker podjetja rabijo. Ne? In zato na gradbiščih srečamo zelo veliko delavcev iz tujine, zdaj predvsem, kot slišim, iz Indije, Bangladeša, Filipinov in podobnih držav, kar je sicer vse ok, ne? Ampak običajno ti delavci iz tujine ne morejo prevzeti čisto vseh nalog. Ne? Te fizične, ja, ampak da bi bili pa, ne vem, vodja gradnje, vodja del, vodja gradbišč, delovodje, to pa ne. Eno je problem že jezik, drugo je problem kulturno okolje, tretje je problem, da nimajo zahtevanih kompetenc, pa strokovnih izpitov, pa tak naprej. Ne? To pa ne bomo rešili. To tudi, ne vem, mislim, da bomo rabili celo generacijo, da se bo to mogoče rešilo. Ja, no, ampak zdaj ne bomo mi to odkorila. Ne, to sigurno ne. Ampak tendence so, da zdaj se povečuje število. Nažalost moramo povedati tudi to, da se običajno število povečuje takrat, ko je gradbena industrija zahajala v krizo. Ne? Zato, ker pač to se dogajalo v valovih, tako da upam, da zdaj ne bo tako. No? A ne? Je kar zamik bo, no, v bistvu. Mi jih bomo sproducirali, ko se bo začela tole naše gradbeništvo spet malo hlajati. Ja, upamo, da ne, no. Ja, upamo, da ne, no. Upamo, da ne. Evo, tretje vprašanje. Koliko in za kakšne namene so v rabi tehnologije, kot so 3D tiskanje, BIM in napredni materiali? Kateri so največji izzivi, ki se pojavljajo ob njihovi uporabi? Kje bomo začeli pri BIM-u? Kaj če bi končala pri BIM-u, no, okay, potem reči druge? Daj ti 3D tisk je tvoja domena. 3D tiskanje, no. Nekaj malega vem o 3D tiskanju, ker že nekaj časa sodelujem z našo dekanjo fakultete, ki je ekspertka na tem področju. Ja, problem 3D tiska je, da ne vemo čisto točno, zakaj bi ga uporabljali. To je problem. So skoraj tako kot BIM, v bistvu. No, to si ti rekel. Drugo, kar pa je pa to, da to ni 3D tisk betona, to je 3D tisk malte. Ja. Tako da, ne vem, zdaj to, ko se hvalijo, da so tiskali neke mostove v tujini, pa ne vem kaj, ne vem na kak način, ker če hočeš ti ta material tiskati, to malte tiskati, rabiš zelo veliko dodatkov, kar pomeni, da to zelo hitro poka, kar pomeni, da brez naknadne obdelave to sploh ne gre. Bo pa definitivno se pokazalo, pač, da to lahko uporablja za neke zahtevne opaže ali pa ne vem, za kakšne inštalacije umetniške ali pa to nič ne rečem, zdaj, da bi pa to na potresnih območjih uporabljali kot nosilni element, ne vidim. No. Zdaj napredni materiali, jaz o tem ne vem toliko veliko, da bi lahko govoril, vem, da pri nas govorijo, kaj že dela preizkusa v nekih materialih, ki spreminjajo lastnosti pod določenimi pogoji, pa tak naprej. Vem, da to obstaja, ampak koliko daleč je ta uporaba, je žal ne vem. No. Potem je pa BIM, ne? Kaj boš rekel? Sej, ne moramo reči, da ni uporaben to deleč. Če mene slišite, kdaj v bistvu takole malo kakšno navršt, v bistvu to je bolj tako, malo provociram, pa v bistvu po drugi strani pa včasih je treba tudi malo resno vzeti to, da včasih kaj prav dobro ne vemo točno, zakaj bi se to rabili. Ampak je pa jasno korist od tega, no. Drugače tega ne bi šli, no. Čisto pošteno, ne. To definitivno je korist, ampak
zdaj pač pozval najne poslušalce pa gledalce, no, odvisno, kje to gledate, ne, da mi ne prosim pošljajo kak dokument ali pa karkoli argumentacijo tistih 23, 27 ali 42% prihranka, ki ga dosežeš z BIM-om, tako bi bil zelo vesel, ne. O tem smo že pred leti imeli debate o tistih procentih, ki so se navajali po raznih dokumentih. Ne vem, mislim, zdaj bomo regulirali BIM, bomo videli, kako bo to izgledalo, ampak tako, no, jaz mislim, da BIM tu je, stran ne bo šel. Tista podjetja, ki bodo na dolgi rok želela preživeti, bodo našla pač svoje delovne procese znotraj teh BIM procesov, definitivno ne zraven ali pa poleg, ne. Mislim, to je isto zraven ali pa poleg, ne. Definitivno ne poleg, ampak pač v BIM-u sem pa prepričan, da bodo podjetja preživela tudi brez tega. Ja, v bistvu jaz sem pač to je moja tista klasična vprašanja, ne, še posebej tisti, ki pridejo iz projektive, študenti tle na praksi, v bistvu pa pravim, v bistvu kako pa kaj BIM, ne. In sem tako v bistvu presenečen vedno, da rečejo, ne, to smo mi vse v AutoCAD-u naredili. Ja. Kako v AutoCAD-u? Mislim, a nismo 2024. A to ni že kar praksa, da je to v BIM-u, pa vsaj zmodeliraš, pa da je to nek 3D, pa če ne drugega samo zavizualizirate te stvari. Ne, oni to lepo v AutoCAD-u. In je to. Pa zelo pogosto. Jaz sem bil izjemno presenečen, ko sem bil enkrat na sestanku na enem teh sodobnih slovenskih gradbenih podjetij, projektantski biro, kakorkoli, ki ureja dokumentacijo za, ne vem, te manjše do srednje velike projekte, ne. In sem potem vprašal, kak pa kaj BIM, ne. Pa je rekel, direktor je rekel, ne, smo poskusili, mi smo 100-krat hitrejši v 2D, dokler bomo lahko, ne bomo šli v BIM, ne. Tako da, ne vem, ne. Zdaj s 1.1. bo to itak zahteva za vse malo večje projekte. Bomo videli. Ja. Bomo videli, Robi. Naslednje vprašanje. Aha, zdaj pa hitima, zdaj smo že skoraj na koncu poti. Ja, tako, ne, zdaj moramo pa... Zdaj pa ekspres, zdaj bo tako, kakor je, kaj so hitri prsti. Hitri prsti. V katero smer in kako se bo nadaljeval razvoj gradbene panoge, na čem bodo ključni poudarki? BIM. Mislim, po eni strani prejšnjem vprašanju v bistvu rečeš, ne, pa se to ni tako, ja, no, mislim, seveda, ne. Jaz mislim, da bo šlo vse skupaj v smeri robotizacije pa avtomatizacije. Robotizacija, Robi? Ja, jaz mislim, da je. Pa pogumno napovedati tole. Mislim, pa ne tako, da bodo roboti gradili. Okej, v redu. Ne, to. To sprejemam to. Recimo, da bodo neke avtomatizirane tovarje, nekih prefabrikatov, kjer bo čedalje manj ljudi, ker bo itak manjkalo. To vidim, ja. Materiali bodo čedalje bolj napredni, zdaj, da bi pa enkrat prišlo do te faze v to, kaj je gradbeništvo 4.0, ne, da bi ti iz načrta ven dobil s pomočjo robota nek fizični izdelek. Smo še v redu, ja, smo še v redu. Tako da jaz mislim, da bo šel v tej smeri, no. Ok, evo, zdaj pa zadnje vprašanje, hitri prsti. Kakšna je pri tem vloga digitalizacije? Kakšna, mislim, kako novinarsko vprašanje je to? Ta je bil najbolj pogumno vprašanje, v bistvu, ja, med vsemi. Ja, nije, kaj? Ne, to bomo šli nazaj na svinčnik. Ja, no. Rehenšiber pa je to. Tako, kako vpliva na načrtovanje in izvedbo gradbenih projektov? Ja, pač brez digitalizacije ni. Mislim, ni načrtovanja, pa ni izvedbe. Pa ja, v bistvu je, ampak je pa po drugi strani res, ne, da kljub vsemu, ne smemo enačiti, se mi zdi, čist BIM-a in digitalizacije. Ne, absolutno ne, ampak že, če pomisliš na e-prostor, pa dal vlogo za gradbeno dovoljenje, mislim. Pa sej, ne moreš nič več narediti, no, mislim. Se še do doktorja ne moreš več prijeti, v bistvu, razen online. Pa s puško. To bom manj zrezal. Ni treba. Ne, ampak ja, absolutno digitalizacija v bistvu pač vsega, ne.
Ker je v bistvu tako. Ampak se vprašaš, kdo to dela, ne? Zato, ker misliš, da zdaj študenti res pridejo na faks oziroma se rodijo ti v naši otroci v bistvu s telefonom v roki praktično, ne? Ampak bolj pride na faks pa v bistvu, ker je toliko težko naučiti nekaj Excel uporabljati, no, mislim. To je tudi taka debata. So se rodili s telefonom v roki, znajo swipati, ko so 3 leta stari. Dejansko to delajo, ne? Ja, da bi jih pa vprašal, kje imajo shranjene svoje slike, pa bi rekel nekje. Sorry, Mene zanima. Ne, to pa ne. Kaj pa če zgubiš vse to? Kako misliš to vse? Kako misliš zgubiti? Kupiš novega iPhona, pa kar ga. Pa vse to tam je. Ja. Tako da ja, no, to bo še zanimivo. Ja. Neč, to je to. Kaj, si še kaj hotel? Boš še kaj povedal? Ne vem, lej. Včasih so rekli, da snimamo ta podcast zato, da vam jaz kaj poslušati, ko v službo hodim, ne? Zdaj pa na sestank, no? Ja, zdaj pa na sestank. Hočem reči, da bo moj krajši, pa da ni nič narobe. No, zdaj na koncu pa lahko še pozdravimo kjerga. Koga pa? Ja, jaz moram pozdraviti enega. No dej, ne, lej, pa. Jaz nimam benih prijateljev. Ne. Jaz moram pozdraviti našega študenta Maxa, ne? Zato, ker je preposlušal vse BIM pogovore od začetka do konca, tako da on dobi letošnjo nagrado BIM pogovorov za posebne dosežke. Zdaj predlagava, da se nadaljavo potreplja po rami. Druge nagrade nimava, no, ampak res, to je pa res dosežek. Jaz ne vem, če bi sam sebe šel poslušati za toliko časa. Ampak je rekel, da je bilo v redu in da je to taka časovna kapsula, kar se pa strinjam. To pa je, ne? Tudi to, kaj smo najbolj zgrešila. V bistvu, ne vem, 2016, ne? To je 8 let, ne? Mislim, 8 let pa pol bo zdaj, ne? Se mi zdi, da je od tistih začetkov, v bistvu, kjer dejansko smo se ulovili, kaj sploh BIM je, ne? To je bilo eno tipično vprašanje, ne? Kako razumeš BIM? Do tega, da v bistvu zdaj to ni več neko nujno vprašanje, ampak je zdaj vprašanje, v bistvu BIM sploh je koristen ali ne. No, ne, ni to vprašanje, seveda je koristen, ampak bi pa bilo vprašanje, koliko procentov prihranka ste z BIM-om naredili, to bi povedal. Tako da to, evo Max, nagrada za posebne dosežke. Drugo pa nimam. Pa tudi dobila sva še eno pripombo, da zakaj sva ukinila stalno rubriko priporočila. Zakaj sva ukinila? Ker sva snimala toliko redko, da niso vedela, če so priporočila še aktualna. Najbrž je bo kaj takega. Robi, daj, pa danes začneva s tem nazaj. Ja, jaz se zdaj ne spomnim. Ko ne? Jaz vam priporočila, da poslušite, kako oddajo BIM pogovorov za nazaj. Pa povejte, če so kako starijo rekli. Ne, priporočilo je, da v bistvu pač pošljete kakšen mail, ne? To pa tudi, ja. Pa vsekakor tale oddaja kar kliče potem, da lahko predlagate ali sebe, ali pa koga drugega, ki bi tudi na teh 5 vprašanj odgovoril. Ja. No pa še enega moramo pozdraviti, ne enega več. Najne gledalce in poslušalce na Hrvaškem. Ker vemo, da jih imamo, tako da so internacionalne. Ni, da ni. Umetna inteligenca prevaja, mogoče naj še kje druge poslušajo, pa niti ne vemo. Ja, res. To je pa to. To je to. Upam, da nam treba veliko rezati ven. Ne. Pa mogoče se slišimo še letos enkrat. Ne, absolutno letos še enkrat, zaradi tega, ker je plan posnet remake. Najbolj poslušane oddaje. No in zdaj v komentarje, če ste na YouTube, lahko napišete, kjer po vašem mnenju je to. Mi da pa lahko razkrijamo, da so odgovorjali, kaj na 10 priporočil ali nekaj takega, ali smo jih imeli 9 sam. No, da spomnim se. Pa zelo daleč nazaj smo jih posneli. Ja, ampak je najbolj poslušano, da se pa še vedno se ljudje spomnijo. Evo. Še malo zavijava, pa sva. Ravno prav dolga oddaja, kot da bi vedela, da je bo končala. Evo. Se slišimo. Adijo. Adijo.
zrezal je. Nič nam rezal. Kar greš. Mogoče smo spet kaj narobe rekel. Itak. Ne, mislim. Sam jaz ne vem, če sem videl to prav, veš. Jaz mislim, da je to tam pri Merkurju, kar bo. Ja, mene sem tele. Pa kje naslov imaš ti to? Florian, 120, Rogaška. A dal sem noter tega hudiča. Sveta Florija. Ja, Sveta Florija. Ok, se verjetno je to. Slight left. In 500 meters, turn right onto SV, Florigen. Smo zgrešili. Mislim, kje je to... Turn right onto SV, Florigen. Kaj si naredil najavo? Kaj sem dejal? Ja, za... In 600 A ja, meters, tisto, turn sem. right to stay on SV, Florigen. Koliko bo zdaj skupin? Pa računalništvo. Naj bi bile 4 v bistvu, ne? Ampak to bojo sam dokler sam prvi teden, ne? Ker pa tako nekaj. Pa pa 3. Se 3 so bili skozi. Ja. Čak, to še ni? Tam, kaj guži. Ja, tam. Ne, tam. Ja, sej. Ja, ni še. Se piše. Turn right to stay on SV, Florigen, then you will arrive at your destination. Ja, to pa. Točno. Head north on Sveti Florigen toward SV, Florigen, then sharp right onto Šukaj enih SV, ovinkov tle Florigen. gledam. Sharp right onto SV, Florigen, then turn left to stay on SV, Florigen. Turn left to stay on SV, Florigen, then you will arrive at your destination. Florigen. Florigen. Exit.